V knjigah NLP-ja boste pogosto naleteli na takole risbo oči. Spoznavanje vzorcev premikov oči vam pomaga pri razpoznavanju, kaj razmišlja drug človek. Ko pogleda levo navzgor, pomeni, da iz spomina vleče ene slike. Ko pogleda levo naravnost, iz spomina vleče ene zvoke. In ko pogleda levo navzdol, pomeni, da se pogovarja sam s seboj. In ko pogleda desno navzgor, si izmišlja določene slike. Ko pogleda desno naravnost, si izmišlja zvoke, besede. In ko pogleda desno navzdol, občuti svoje notranje občutenje, kinestetično zaznava svoje telo, dogajanje v sebi, čustvovanje. No, če sem čisto iskrena, to ni popolnoma res. Je pa zelo dobro merilo na palec. Torej, če nekdo izmed vas pogleda levo navzgor, si jaz lahko takoj mislim, ja, ustvarja si neke slike. In če pogleda desno navzdol, pomeni, da čuti v sebi. In včasih ljudje uporabljajo tudi geste zraven. Ko reče, zamislil sem si nekaj in še celo pokaže gor, pomeni, da si je izmislil eno sliko, da si je zamislil nov načrt. Ko reče, ja, razmišljala sem, kako bi bilo to možno izpeljati. Pomeni, da govorim sama s sabo, oziroma da človek govori sam s sabo. Torej, očesni premiki so kot eno osnovno vodilo, ki vam pomaga, da se približate drugemu v njegovem razmišljanju.